Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. V Posavskem obzorniku bomo tokrat pokazali utrip s praznika vina, kruha in suhega sadja v Kostanjevici na Krki. Bili smo tudi na odprtju fotografske razstave dolgoletnega krškega fotografa, novinarja in kronista Gorana Rovana ter se srečali z glasbenima zakoncema Pinterič z Mosteca. Društvo domače koline Kostanjevica na Krki in tamkajšnje vinogradniško društvo sta pred dnevi povabila na tradicionalno prireditev praznik vina, kruha in suhega sadja, kot v teh krajih pravijo pristnim domačim mesnim dobrotam. Priznanja najboljšim in udeležencem obeh društvenih ocenjevanj so letos podelili že 22. V društvu domače koline, katerega osnovni namen je predvsem ohranjati tradicijo pridelave različnih mesnih dobrot, so na letošnje ocenjevanje prejeli več kot 100 izdelkov. Strokovne komisije so imele zaradi izjemne kakovosti suhega sadja tako vnovič precej zahtevno delo. Bila je ena komisija, ki je bila za salame, ki je precej specifična, ker je to potem nadaljevanje v republiško salamjado. Ostali izdelki, ki pa imamo mi, ene 6 komadov, je pa še ena komisija. Tretja komisija pa ocenjuje kruh, ker imamo tudi eno zgodbo vinogradniška malica, ki vsebuje en vinček, kruh in pa en špeh. V kar nekaj kategorijah se je zmage veselil Silvo Vide. Bolj za šalo kot za res smo ga poprosili, če nam lahko našteje vsa prva mesta. Jaz mislim, da sem zmagal v salami, klobasi, špehu pa kombinaciji, ker špehovka nisem naredil. Najbolje ocenjeni izdelki in zmaga v kategoriji vinogradniške malice, vrhuncu vsakoletnega ocenjevanja so dolgoletnemu članu Kostanjeviškega društva domače koline razumljivo v ponos. Ti dosežki mi zelo veliko pomenijo. Dolgo že delam, pa taka sreča mi še ni doletela, da bi v tolikih artiklih zmagal. To delam vse na domačem dvorišču, vse sam pokoljem, vse sam predelam, sam zredim, tako da je to v bistvu vse moje. Po zmagi na Kostanjeviški salamijadi se dobrega rezultata nadeja tudi na skorajšnjem finalu slovenskih salamijad v Straži. Za finale imam že izbrane, imam 2, pa se ne morem odločiti, kjer bi dal za finale. In kaj bo na koncu pretehtalo? Ne vem, kaj bi rekel. Ta boljše bom dal, pa kar bo. Da vsaka zmaga dobro dene, se strinja tudi zmagovalec v kategoriji špehovk Tomaž Zorc iz Mirnske občine. Zelo paše, no? Ja. Tako da ja, fajn je, če je rezultat dober, ne? Moram reči, da se pa trudimo vsi salamari, ne samo jaz. Tudi drugi so zelo dobri, ne? Tako da fajn je, no? Je pa tudi tukaj nekaj. Mora biti izdelek dober ali pa vrhunski, pa še malo sreče mora biti. Zvrhano mero znanja in dobrega dela pa so vnovič dokazali tudi kostanjeviški vinogradniki, ki letos praznujejo 30-letnico organiziranega delovanja. 5-članska ocenjevalna komisija pod vodstvom Jureta Grubarja je na društvenem ocenjevanju pod drobnogled vzela 111 vzorcev vin. Sveda, absolutno največ imamo cvičkov, ne? To je bilo 60 vzorcev. Moram pa reči, da se vsako leto povečuje teh sortnih vin. Včasih je bilo 80% cvičkov, no zdaj že prihajamo na 50. Ogromno penin, ogromno belih sort, posameznih zvrsti, tako da kar lepa paleta teh vin. No. Šampiona društvenega ocenjevanja ledeno vino Savignon letnik 2008 so pridelali v vinski kleti Krške kmečke zadruge, ki si je v kategoriji dolenjskega vinskega posebneža prvo mesto razdelila z novim kraljem cvička Marjanom Jeleničem. Z istim cvičkom sem ratal tudi kralj, no tudi na lokalnem sem imel tudi en drug vzorc. Tako je kralj predstavljal količino 20.000 litrov, ostali je pa tudi bila manjša serija, bi rekel tam 6.000 litrov, pa je bil drugi, ne? Tako da bi rekel, da je vse v kleti je kakor toliko dobro. No? V vinski kleti Jeleničevih, ki na skoraj 14 hektarjih obdelujejo 70.000 trt, je na prvem mestu še vedno dolenjski posebnež. Cviček pri nas še zmeraj predstavlja okrog 70% letne
pridelave, bi lahko rekel. Potem so pa bela zvrst, je tudi kar dosti zastopana, modra frankinja. Zadnje čase se pa ogromno trudimo in probamo delati na tej stari sorti rumeni plavec. Ne. Laskavi naziv kralja cvička s sabo prinaša kar nekaj protokolarnih obveznosti. Marjan Jelenič je nanje pripravljen. Ja, probal se bom čim bolj udeleževati teh stvari in pa cviček propagirati. Se mi zdi, da je v nekem obdobju mečkem padal, ampak mislim, da je to nekaj posebenega. Bi rekel, cviček je posebnost Evrope, posebnost Slovenije, posebnost sveta in mislim, da je prav, da ga vsi spoštujemo takšnega kot je in da ga probamo, bi rekel, čim bolj propagirati. Zraven pa lahko propagiramo tudi ostala dolenjska vina, se mi zdi, da je zanimiva tudi modra frankinja, ne. Pa tudi marsikatero drugo vino, ki se odlično prileže k izvrstnim suhomesnatim dobrotam, kar se še kako dobro zavedajo tudi v obeh v pripravo praznika vina, kruha in suhega sadja v 5 društvih. Cilj je vsekakor privabiti turizem, da spoznajo naše dobrote, ki jih mi imamo. In recimo, če bi rekel, da pride avtobus, ima en vinogradnik, kmet, možnost plasirati svoje izdelke tudi na ta način. To je namen turizma, ponudba, širitev, ki jo moramo ustvariti in propagirati. Ker bosta obe društvi v bližnji prihodnosti združili moči v enovitem društvu, bodo želene cilje in načrte, ki jih v Kostanjevici na Krki ne manjka, prihodnje gotovo še lažje uresničevali. V Krškem kar na 3 lokacijah hkrati svoje fotografije razstavlja dolgoletni krški fotograf, novinar, kronist Goran Rovan, ki domače okolje, njegove spremembe, napredek in zanimivosti v svoj fotografski objektiv lovi že več kot 50 let. Fotografije, tako krajine kot tudi objektov in zgodovine Krškega si obiskovalci lahko ogledajo tako v avli Kulturnega doma Krško, v galeriji Krško, pod okriljem Društva ljubiteljev fotografije Krško, pa tudi v dvorani v parku. Predvsem dokumentarni fotograf, ki se posveča dolgoročnim projektom, torej tukaj razlikujemo od fotoreporterstva, ki so v bistvu neki krajši eksplozivni dogodki. Torej Goran Rovan spremlja Krško skozi njegov razvoj, torej kako so se spreminjale stavbe, kako se spreminja mestna veduta, spremlja tudi pač to ruralno okolje mesta. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na njegova druga dela, recimo spremljanje športnih dogodkov in tudi drugih dogodkov, ki so zaznamovali to življenje v Krškem in seveda njegovo industrijo in tudi druge vidike. Seveda pa na teh razstavah predstavljamo predvsem torej v Kulturnem domu panoramske poglede na Krško, ki jih je posnel recimo iz helikopterja, balona in v zadnjem času tudi z dronom. V galeriji Krško pa so predstavljena dela iz 80. in 90. let, predvsem črno-bele fotografije, ki prikazujejo staro mestno jedro, torej tudi nekatere stavbe, ki danes več ne stojijo. V Krškem kulturnem domu se Rovan predstavlja z 80 fotografijami. Naslov sem dal razgledi po krški občini, se pravi niso samo zajete fotografije Krškega, ampak celotne občine. Večina pa je nastala v zadnjih 2, mogoče 3 letih, nekatere celo 14 dni pred samo razstavo. V bistvu je pa to, ker sem dobil to povabilo nekje konec leta, sicer sem računal, da bom še kakšne novejše lahko dal, ampak zima je bila taka, kot je bila in tudi zdaj pomlad ni nič boljša, kar se fotografiji tiče, da bi na novo naredil. Tako da sem v bistvu povzel nekje tiste fotografije po večini, ki so v knjigi, ki sem jo izdal lani, se pravi neka fotomonografija mestne občine Krško, ki je šla pač v samo založbi in v bistvu niti ni več. Izbor fotografij za razstavo vsekakor ni bil enostaven. Že zdaj, ko sem zbiral, sam pri sebi ugotavljal, v bistvu je od izdaje knjige minilo 1 leto, aprila lani je šla. Da večina fotografij že bi bila potrebna obnoviti. Nekje ene stavbe manjkajo, druge ne vem kaj spet. Tudi zdaj, ko gledam, ko smo postavljali, ker sem to bolj kot ne v časovni stiski delal,
Ugotavljam, da tudi nekih objektov nisem dal, recimo kulturnega doma ni na nobeni sliki, pa še kaj druga bi se našlo. Mogoče bo kjerem to manjkalo, ampak sej bo še priložnosti, da to pokažem. V bistvu sem hotel zajeti celotno občino, v knjigi so tudi dogodki, pa ljudje, pa mislim neko dogajanje. Tle sem pa bolj panoramske stvari delal. Kar precej je materijala nastalih zadnja leta, se pravi z dronom. Prej sem sicer letel z balonom, ampak tiste fotografije žal niso več uporabne, ker je pač vsaj za današnji pogled, ne. Verjetno za zgodovinarje in še koga so še bolj, ker pokaže, kako je bilo. Jaz bi pa rad, vsaj zdaj sem hotel, no, tako da bi pokazal današnjo sliko. Je pa res, da se vsak dan vsaj nekaj spreminja, rastejo novi objekti, urejamo krajino in tako naprej. V Krški galeriji pa gre za starejše fotografije. Tista razstava v galeriji Krško so v bistvu fotografije iz konca 70. in začetka 80. let. Te so nastajale čisto po moji intuiciji, bi rekel, nekaj sem sam se afnal z aparatom, pa sem skakal po Krškem. Drugo je bilo pa, ker je moj oče delal v Pionirju in sem tudi sam nekje že fotografiral te objekte, ki so jih gradili za njihovo glasilo. Tako da sem malo pofotografiral tudi tiste objekte, ki so jih rušili, recimo, pa tako, mimogrede, ko si že tam, kar se mi je zdelo zanimivo, sem pač poslikal. Zdaj ugotavljam, da marsikaj tega več ni, tudi na vidimo, starem delu Krškega, tako da mogoče bo to zanimivo za stare Krčane, verjetno za tiste, ki prihajajo od kje drugje, ki niti ne poznajo Krškega, jim nič ne pomeni, ne. Meni se tudi zdaj, ko pač te filme, ki sem jih skeniral, in jih daš na ekran, tam malo večji, ne, in marsikaj vidiš, ko prej nisi niti opazil, ne. Tako da tudi meni je včasih neke stvari. Poleg tega pa takrat, ko smo delali na film, si pač razvil tiste slike, ki si jih nekomu dal, ali pa ne vem, nikoli jih nisem delal za predal. Filmi so mi pa ostali, no, hvala Bogu, ne. Tako da je to pol nek dokument, ki je ostal in je danes več vreden, verjetno, kot takrat, ko bi jih razdelil nekomu. Njegovi fotografski začetki segajo preko 50 let v preteklost, ko je bila še analogna fotografija. Material zanjo pa precej drag, kar je verjetno botrovalo tudi precej bolj premišljenemu izboru motivov za fotografije. Ma ne vem, od začetka je bilo seveda, ker film ni bil poceni, oprema je bilo treba kupiti. Jaz sem bil gimnazic, še prej osnovnošolc. Nismo se tako na enem dogodku 500 slik nismo naredili, sigurno ne. Jaz mislim, da sem največ naredil na nekih športnih ali speedway ali pa potem, ko smo hodili na Grobnik ali pa v Avstrijo na formulo. Tam sem si vzel in si dal duška tudi po 10 filmov po sliku, ne. Neki dia, neki črno-belih, ki sem jih sam razvijal. Pa tudi kasneje se mi zdi, ko sem začel kupovati filme na metre, da nisem več toliko šparil. Seveda pa ne tako kot danes. Danes pa šklocamo, pa si pol sam sebe jeziš. Začetka sem jaz bil vesel, ne, ker ni več temnice, pa gor dol. Potem pa ugotavljaš, da zdaj izgubim več časa za obdelavo, pa da vse to pošlihtam, pa večkrat popraviš, kot pa prej, ko si se lepo v temnici 36 posnetkov razvil, pa si bil čez 1 uro gotov. Roven še pove, da fotografije nastajajo spontano, brez predhodnega načrta. Ja, jaz nimam neke specialne teme, ki se lotevam. Mislim, dober, te stavbe, kulturna dediščina, to me seveda zanima po eni strani kot popotnika neke vrste. Tudi ne sam doma, tudi ko potujem okoli. Ljudje itak, ne, to dekleta se mi nekako prirasla, bi rekel, ampak zanimivi so mi tudi starci ali pa neki ljudje, ki imajo nekaj za pokazati, ki nekaj žarevajo. Pa tudi narava, ne? Ampak še zdaleč, da bi bil jaz naravoslovni fotograf, ker nimam potrpljenja. Ptiče posnamem, če so blizu, nimam pa časa, da bi, ne vzamem si ga, ne? Da bi 3 ure čakal, pa da bom dobil eno posnetek, ne vem, ali neke živali, ali ptice, ali ribe. Ne? Tako da to nastane to, kar pač mi pač pride mimogrede, ne. Goranov opus obsega okoli 600 črno-belih in 400 barvnih negativov, kar skupno znese okoli 36.000 analognih fotografij ter preko 1,2 milijona digitalnih fotografij. Goran je tudi naslednik
ene linije krških fotografov, ki so leta 1949 osnovali Krški fotoklub, torej fotoklub Videm Krško. Predvsem imam v mislih Olafa Lovrenčiča in Ivana Krahulca, ki sta bila prav tako ena kronista dogajanja v Krškem in skratka spremljala sta, kako se je tudi mesto razvijalo. In v bistvu vsi trije so nekako razumeli fotografijo kot dokument, ki služi tako nam Krčanom, ki se pač nostalgično spominjamo raznih dogodkov in pogledov na mesto, kot tudi raziskovalcem, zgodovinarjem recimo in tudi muzealcem, ki na podlagi njihovega gradiva, ki je seveda izjemno in neprecenljivo, potem pripravljamo razstave, novinarji tudi članke in skratka nam služijo kot res en dokument, kako so Krčani živeli in kako živimo danes in tudi za prihodnje rodove je zelo pomembno, da bojo v bistvu tudi videli, kako danes živimo. Bi lahko v svoji dolgoletni karieri izbral dogodek ali stvar, ki mu je bil najbolj zanimiv in fotogeničen? Težko bi izbral nekaj, kar bi bilo najbolj zanimivo. Mislim, meni je, kadarkoli grem s fotoaparatom, mi je zanimivo. No? Ker tudi drugače gledaš na svet, vidiš tisto, kar sicer ne bi. Ne? Se oziraš gor, ker drugače bi gledal sam pod noge ali pa ne vem, izložbe po mestih. Tako pa gledaš od ljudi do dogajanja. Mene, ne vem, bi rekel, me vse zanima, no? Po eni strani. Ne? Kot fotografa, ne sam. Ampak ne grem pa s tem ciljem, zdaj, da bom šel zdaj v Zagreb, pa se bom tam s fotoaparatom sprehajal gor dol, pa lovil, ne vem, dekleta recimo. Ne. To nastane večinoma na nekih dogodkih ali pa tudi zdaj gledam, ne, včasih s teleobjektivom ta dekleta kar tako lepo vlovijo. Danes se že hočejo slikati vsi, pojavljajo se te Facebook face, bi rekel, ne, poze, nasmeški, grimase, tako da to mi ni všeč. Raj vidim, da so ljudje spontani, taki kot so, ne da se neki nastavljajo, ker vse je tudi to zanimivo, pa en stran, ampak nedolg. No. Goran Rovan je z novim letom postal mlad upokojenec, ki ima vse premalo časa, no, nekaj pa ga vendarle namenja tudi objavam starih serij fotografij na družabnih omrežjih. No, že ko sem skeniral te svoje filme in diase, sem nekje ugotavljal, da bi bilo škoda, da to doma ostane, ker se bojim, da tudi moj sin ne bo se lotil po tega pregleda, kamoli, da bi kaj naredil s tem. Ne. Preden sem šel v penzijo, sem mogoče še mislil, pa ki je na kakem portalu objavljal. Ker pa prej nikoli nisem bil na Facebooku, sem se pa pač zaradi drugih stvari, ker sem pač predsednik tudi Karavanin kluba Slovenije, sem se mogel tam nekje pojaviti in potem sem moral odpreti tudi svoj profil. No in pa se je začel s par posnetki RTV-ovskih, ki jih je moj kolega Grajžl objavil, sem pač delil. Potem sem pa začel svoj arhiv počasi. Pa se videl, da je velik odziv, pa ljudje hočejo, zakaj pa ni še to, pa dajmo še ono. No in tako zdaj počasi pucam, bi rekel, no, ampak materijala bo še za 10 let, tako da zdaj govorim bolj o tistem obdobju analognem. Je pa res, da sem začel z digitalno fotografijo 2004, da bo to že to zdaj 20 let, pa bo to že zanimivo. Po upokojitvi se je vidno še bolj upel v dogajanje v domačem okolju, tako da bo posnetkov, kot jih je moč videti na vseh 3 razstavah v prihodnje, nastalo še veliko. V tokratnem Posavskem obzorniku gostimo vsestranskega posavskega glasbenika, slikarja, kiparja Andreja Pinteriča z Mosteca in njegovo ženo Zdenko. Zaupala sta nam, kakšno je bilo življenje glasbenikov pred skoraj 5 desetletji in kaj je tisto, kar ju ohranja v glasbenih vodah. Biti glasbenik v sedanjih časih je precej zaželen in moderen poklic. Življenje glasbenika včasih ni bilo tako lahko, kot je mogoče danes. Včasih si se moral veliko dokazovati in veliko tega narediti, da bi lahko prišel malo dlje, bi se lahko reklo. Ampak vse, kar si moral narediti, ne moral, temveč vsak uspeh, ki si ga doživel na festivalih, torej moram povedati, da včasih so bili festivali pogoj, da bi sploh lahko prišel v snemalni studio, da bi lahko kaj posnel. Danes ima že vsak doma skoraj snemalni studio in
se to dela vsak dan, nastane ne vem koliko melodij, katere se tudi nažalost kar pozabijo. Drugače pa so na glasbenike gledali tudi starši. Če je sedaj to, da je hčerin fant glasbenik, zaželjeno dejstvo, nekoč temu ni bilo tako. Ja, jaz sem pravzaprav imela kar malce težav okrog tega. Kaj pa vem, muzikant se je nekako drugače tretiral. Recimo pri mojih starših je že bilo tako, pač oče je imel neke druge nazore, je pa imel rad glasbo in tudi Andreja sprejel kot svojega sina, potem ko sva bila že kot par. Da sem pa jaz hodila z njim, takrat še nisem, ker sem bila relativno dosti mlada. Dejansko me je začapil v moji vajeniški dobi pri podjetju. No in takrat v podjetju sva tudi dejansko prvič nastopala. Bila je proslava ob dnevu žena in takrat naju je predsednica mladine v naši tej trgovski organizaciji nekako povezala, se pravi, že to je tisto, kar je Andrej že prej omenil, da sva se tam šele spoznala in potem to nadaljevala. Takrat nama je bilo pač to všeč za to pesmijo. Ta pesem naju je dejansko odpeljala v najino življenje. No, potem, ko sem pa jaz stopila k ansamblu in ko smo šli tako po Evropi, v Kanadi in tako naprej, tisto so bili pa eni krasni trenutki. Meni je bilo sicer zelo žal, ker takrat sva že imela prvo hčerko, ki je ostajala doma pri mojih, njegovih starših. No, skratka, babica servis je bil nekje na tem. Najina doživetja so bila pa posebne sorte. To je pa ostal en tako lep spomin, ki je neizbrisan, ki ga rada nekako podoživljava, veliko se o tem pogovarjava, včasih naju prime greva med slike in res doživiva tiste trenutke, ki so bili prekrasni. Vse prav se spomin lahko ti vrne. Kot že omenjeno, sta v svoji glasbeni karieri veliko potovala. S to glasbo sva najprej sem prepotoval veliko sveta, potem sva začela skupaj nastopati. Lepo nam je bilo, mislim, zdaj kaj izdvojiti iz tega, da bi lahko pokazali oziroma povedali, kaj vse smo doživeli in kje smo vse bili. Mogoče za današnje gledalce je to zdaj že čisto običajna stvar, ampak mi smo takrat to iz leta proti 80 letom, jaz sem začel že po 70 mal, smo prepotovali skoraj celi svet, Evropo celo, seveda prepotovali z igranjem in nastopanjem med Slovenci po svetu, torej v Nemčiji, Avstriji, Švici, Lichtensteinu, na Nizozemskem, na Poljskem, potem smo bili kje smo še vse bili? V Kanadi, v Ameriki.
Nastopila pa sta tudi z večino velikanov slovenske glasbe. Jaz sem že pela kar z nekaj znanimi pevci, od Stanke Kovačič, od Ota Pestnerja, z Eldo Viler, Jožico Svete, z Alenko Godec tudi, ja. Se pravim, ste me kar zdajle ujeli tako na hitro. Težko bi zdaj naštevati od Ota Pestnerja do Majde Sepe, do Marjane Držaj, do Edvina Fliserja, do Vinka Šimeka, do Iva Mojzerja, ne vem, koga še ne našteva, mislim, vse pravzaprav. To so vsi odlični ljudje, predvsem potem glasbeniki in pravzaprav vsi, ki smo se ukvarjali, ali pa se še vedno ukvarjamo z tem, se še danes srečujemo, slišimo. Zapuščene so soline, soju julijskih noči, tvoje prazne kavedine, nihče več morja ne spusti in nikogar več ni tu, ki bi gledal kot si ti. Kako sonce ljubi morje in sol ga spremeni. Tvoja žitev je končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo v siju sončnega objema. Vsekakor pa imata zakonca Pinterič še kar nekaj načrtov. Jaz sem rekel, da bom končal pri 50 letih mojih, ne. To sem se odločil, da pa dost, ne. No, zdaj že ta trenutek je že 22 let čez tisto, kar sem rekel, da bomo končali, vse v vsakem poklicu je lepo. In tudi glasba je en čudovit poklic, ker ne vem, komu se naj zahvalim, da sem sploh lahko prišel do tega poklica, ker v moji družini, za razliko od Zdenkine družine, skoraj noben ni znal peti, glavnem ni bila glasba doma, ampak kaj je mene, pač malo nekaj me je udarilo po glavi, da se je to zgodilo. Seveda je dost boljših glasbenikov, kot sem jaz ali pa mi dva, dost tudi slabših, ampak predvsem je fajn, če prideš na oder in daš od sebe tisto največ, kaj lahko daš, in če daš to od srca, ljudje to začutijo in ne more manjkati, da ne bi bil uspeh, ne. Hvala, ker ste se družili z nami. Naj mesec maj prinese veliko lepih dni in prijaznih trenutkov.